Jaz sem prišel v šolo osvobojenja prejšnjo leto. Dojel sem, da sem obseden z demoni, in ko sem nekaj časa raziskoval, sem videl, da je potem resnica Jezus Kristus, da je on pravi Bog. Imel sem ogromno težav, preden sem prišel na šolo ozdravljenja. Bil sem zasvojen z drogami, zasvojenost s pornografijo, bil sem homoseksualec. Imel sem veliko misli, ki so bile temačne, in vse to se je spremenilo že v petek. Začutil sem prvič Božjo prisotnost, res. Vedel sem, da je nekaj več, ampak nisem vedel točno kaj. Enostavno v tisti sekundi me je odrešil vseh teh odvisnosti, mojih odvisnosti, od seksa, od pornografije, vse, kar je navezano pač zaradi določenih dogodkov v preteklosti. Kasneje tudi odvisnosti od kajenja, ko sem pač pol že začel malo spoznavati še bolj, kdo je Jezus, in sem v bistvu začel tudi moliti in sem ga prosil, da me pač osvobodi tudi te zasvojenosti do nikotina, in v bistvu v roku 3 dni sem samo slišal v bistvu kot nek glas v glavi, da pač vržu smeti, in sem poslušal, sem vrgel tiste cigarete v smeti in od tistega trenutka naprej, danes je že več kot 1 leto, kar ne kadim več. Tako da Bog je dober in samo dober. Ja, tisti trenutek sem tudi se začel zavedati, da pač ne moreva s punco več tako živeti, kakor sva, da se moram poročiti, čeprav mi je prej hudič skozi lagal, da pač se ne rabim poročiti, da je to brez veze, in tudi, da otrok ne rabim imeti, ker je to samo nek dodaten strošek in breme. In tudi to se je vse spremenilo, in v bistvu sva se pol par mesecev zatem tudi poročila in tudi vzdržala sva se do poroke, to, da sva izkazala v bistvu Gospodu čast, pa tudi oba dva sva ugotovila, da se je najin odnos sam poglobil pa izboljšal v tem času, ko so se pač, če temu tako rečem, postila od tega. Ja, in zdaj imam čudovito ženo Katjo, ki je bila prej samo punca. Ja, jaz bi vsakemu, ki se še išče, oziroma danes pravijo, da moraš najti sebe, ampak to ni res. Moraš najti Boga. In vsakega, ki išče Boga, mu jaz priporočam, da se oglasi na šoli osvobojenja in ozdravljenja, pa tudi, če samo sedi in spremlja. Ker ko enkrat začutiš Božjo prisotnost, je ne moreš več zanikati. Na šolo osvobojenja in ozdravljenja sem prišel po eni taki nadnaravni poti, ko sem v bistvu iskal nekaj več. Ta prva stvar mi je vrglo ven napovednik za šolo osvobojenja in ozdravljenja 2023 in sem rekel, jaz to moram iti. Sem vzel dopust in sem šel, in ko sem bil tam, sem čutil, kakor da sem doma. In ko sem po končani šoli tisti večer prišel domov, me je žena gledala pa je rekla, jaz ne vem, kje si ti bil pa kaj to imaš, ampak jaz to rabim, jaz hočem s tabo. In sva šla naslednji dan skupaj. Od mladih dni sem bil zasvojen s cigareti, s travo, z alkoholom, s pornografijo, seksom, samozadovoljevanjem. In mislil sem, da se vsega tega lahko znebim, kadar hočem. Pa v bistvu se nisem mogel. Vedno me je nekaj nazaj potegnilo, vedno sem se zapletal nazaj v te, bom rekel, grehe stare. In ko je prišla Božja prisotnost nad mene, sem začutil tak mir, ljubezen, radost, srečo, veselje. Bil sem ljubljen in od takrat je od mene padalo vse in sem bil osvobojen tega in od takrat ne pijem, ne kadim se, ne drogiram. Čist drug človek sem v bistvu, hvala Jezusu. Hvala Bogu, da dejansko se ga še da najde, da obstajajo žive cerkve, in dolgo časa sem iskal, nisem vedel, a je to samo v Ameriki, kako to najdeš v Sloveniji. In pol sem prek ene ameriške
ustanove izvedel oziroma tam sem spoznal eno osebo iz Hrvaške in ona me je povezala s Klemnom, mi je dala od Klemna številko, sem ga klical, je rekel, prid na šolo, sem prišel na šolo osvobojenja in ko sem prišel sem noter, sem prišel domov, počutil sem se, kakor da sem doma. Ljudje so me imeli radi, sprejeli so me, objemali so me, bilo mi je nadnaravno, nisem vedel, kam naj to opredelim in pol v bistvu sem zvedel, da je to njegova prisotnost, da je to njegova volja, da je to njegova ljubezen. In pol skozi te dni, petek, sobota, nedelja, 3-dnevni dogodek šole osvobojenja, sem pustil tukaj pred oltarjem svoje nepokesane grehe, sem pustil tukaj pred oltarjem duha zavrženosti, sem pustil tukaj pred oltarjem duha religije, ker pač skozi predavanja sem videl, da potrebujem osvobojenje in ozdravljenje in sem šel naprej po molitev, zbral sem pogum, stopil sem naprej, sem rekel, dajte moliti zame. Nisem niti rabo reči, zakaj ne molijo. Ko so začeli moliti, je spet ta božja slava, božja moč, božja prisotnost, ki pride to na tebe, ne moš na nogah ostati. In sem se zlomil, padel na tla, jokal kakor dojenček nekaj časa. In čutil sem, da je šlo iz mene ven in sem bil lažji, srečnejši in hvala Bogu, še danes sem tak. Po tem, ko sem videla njega in njegove komentarje, sem bila pol še bolj nekako prepričana, da je to. Čeprav sem bila pa tudi malo tako nervozna, no, sem imela kar tremo, ker je v bistvu rekel, ful se dogaja, je božja prisotnost, so stvari, ki jih, ne vem, še ni on nikoli videl ali doživel in v bistvu to je bilo to, kar sva iskala, istočasno pa je bila malo tako trema, ne, kaj bo zdaj to. Videla sem, da tudi osnovne stvari nekako, čeprav sem jaz mislila, saj sem hodila z Jezusom, imela sem vero, imela sem odnos z Bogom, veliko sem molila, tudi bili so odgovori na molitve, ampak v bistvu pol, ko sem prišla in ko sem poslušala določene goste, določene ljudi, ki so govorili, sem se pol začela spraševati, ali sploh imam jaz to vero, ali sploh je to, ne? Ker v bistvu je veliko več, kot sem živela takrat. Saj sem bila na novo rojena, pa to, ampak videla sem, da obstaja veliko več, kako naj bi mi živeli. Res kot zmagovalci, kot v izobilju, v blagoslovih, nekako prej sem tako pač si vzela, ok, sej, če si kristjan, če verjameš v Boga, pač ti ne gre najboljše v življenju. Ne? En govor je bil tako, ni bilo slišati kot nekaj zelo tako močnega, bilo je v bistvu eno pričevanje in jaz sem takrat dobila tako močne take misli, da v bistvu ja, da zame to se ne more zgoditi, da je že prepozno, da vedno sem dobivala pač zgodbo od Savla, saj Bog ga je izbral, ampak pol je pač preveč stvari narobe naredil in da je bilo to zanj, zgodba končana. Tako da, ampak pol sem rekla tako, kot je bilo tukaj rečeno, tudi če ne čutimo, tudi če je vse, ne vem, proti nam, da govorimo besedo, da govorimo življenje, da se zanesemo na to, kar piše v besedi. In sem pol rekla, pač ne vem, Bogu, jaz zaupam ti, da še nisem zgubljena in da je to, da še je upanje in naslednji dan je bil nov začetek, nov dan. Ne vem, jaz bi res želela, da vsak pride sem to izkusiti, to videti, kako v bistvu si že sprejet, podpora ljudi, sprejem ljudi, bratov, sester. To je dan, ki ga je naredil Gospod. Radujmo se ga in se ga veselimo. Ja, pač sestra me je povabila, jaz sem bil drugam namenjen in takrat je ona rekla, da naj pride sem za pol ure. Ne. Jaz sem imel družino in 5 otrok in ta družina sem bi pač razkopala in jaz pač nisem vedel, kaj je delati naprej, ne, in sem šel pač v drogo. Ne. In sem se drogiral 10 let, nikakor nisem mogel iti ven. Kako? Drogo si užival? Tako. Kakšno pa? Vse, kar je bilo. Kaj recimo? Kokain, heroin, tablete, vse, kar je bilo. Okay. In kaj, pol, ko si sprejel, si še več heroina rabo? Ne, od tistega trenutka, hvala Jezusu, sem prenehal. Kaj, a zdaj več ne rabiš heroina?
Ne. Wow, Hvala ni to Jezus. noro cerkev? Halleluja. Maybe you're going through a rough time in your life. Maybe you're struggling with depression or anger or even thoughts of suicide. And Jesus wants to set you free. To je nekaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi. Ja, ozdravila sem aritmijo po slava tolikih Bogu. letih. In je šla drugič enkrat in je popolnoma ozdravljena. To je gospa, ki je 2 leti bila nepokretna na postelji. Tako da ljudje pridite. Od malih nog imel izgube sluha na levom ušesu, sem opazil instantno spremembo, ko sem tisti večer prišel domov, da sem kar nekaj slišal frekvencije, ki prej nisem mogel slišati. Tisti nadnaravni mir, ki ga ne znaš opisati, ki ga ti nič na tem svetu ne more dati, veselje in občutek ljubljenosti. No. Ginekologinja ni mogla verjeti, kaj se dogaja, nič več glavno ni bilo, jaz sem bila ozdravljena. Maternica je bila ok, ciste so zginile, nisem rabila operacije in bilo je ono prav, wow. Sem prosila Jezusa za milost, da me ozdravi in res me je ozdravil. Mislim, Bog pride, ne, pa je prisotnost, pa včasih si sploh ne moreš pomagati, ne. Najboljša odločitev v življenju, kar je lahko naredil. Ko je pastor molil nad mojo nogo, je moja noga vidno rastla. Jel si naš zdravnik, halleluja. Edin, če nismo še preveč podaljšali. Če Jezus res ozdravlja, da to mi lahko naredi. Če je prišlo do tega, so videli zdravniki oziroma je komentar bil od zdravnika, da je maternica čisto v redu. Če greš na spremi.si in boš tam videl prijavo in klikni tam in se prijavi čim prej, da si med prvimi 120, ki lahko pridejo, ker če ne, boš lahko gledal samo online. Vendar online ni isto, kakor če prideš sem in smo tukaj cel tim ljudi, ki lahko moli za druge ljudi in vidimo čudeže, ozdravljenja, Bog se dotika ljudi. Zakaj ne bi bil to čas za tvoje življenje, da se Bog tvojega življenja dotakne? Vzemi si čas za Boga.